Dobrodošli na panelu. Tomaj na Krasu kot slovenska zgodovina v malem, kontinuitete in spremembe v vaški skupnosti v dolgoročni perspektivi. Ta panel je v bistvu panel ene raziskovalne skupine, predstavlja prve vmesne rezultate projekta. Projekt se imenuje pa Slovenska zgodovina v malem, kontinuitete in spremembe v vaški skupnosti v dolgoročni perspektivi. Tomaj 16. do 20. stoletje. Se pravi, imamo mikrozgodovinski princip, ena vaška skupnost pa dolgočasovno razdobje. Jaz sem v prvem hipu pomislil na Brodela, na dolgotrajanje. Pri opisu projekta pa sem videl tudi poudarek na tem, da ne samo dolgotrajanje, ampak dinamičnost kot en tak poudarek, dinamičnost kmečkega prebivalstva kot družbene skupine, njihova vpetost v širšo družbo, interakcije z ostalimi družbenimi sloji. Tako da jaz mislim, da se nam obeta en zelo zanimiv, pester panel. Prvi predavatelj je dr. Aleksander Panjek iz Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, s Kopra. Ki je v Kopru. Tako. To se vedno zapletem, se opravičujem. Nič hudega. Je to Univerza v Kopru in potem se moram popravljati. In prosim za besedo. Najlepša hvala za predstavitev, po kateri mi dejansko ostaja zelo malo za povedati o projektu. Edino morda to, da poleg Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem sodelujemo kot partnerji še Inštitut za novejšo zgodovino iz Ljubljane in pa Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU-ja. Projekt zdaj teče že leto pa pol, imamo pred sabo leto pa pol, je en teh prvih velikih projektov, kot jih imenuje ARRS, torej velik projekt o majhnem kraju. In če je že bil omenjen Brodel, dejansko Brodel je ena inspiracija, ampak na nek način mi se borimo z Brodelom, kot si že poudaril. Zaradi tega, ker je poudarek ne toliko na negibnosti, skozi dolga stoletja, ampak na dinamikah. Bistvo tega mikrozgodovinskega pristopa je to ne samo, da gledaš na majhno stvarnost, ampak da skozi majhno stvarnost preizprašuješ obstoječa znanja in uveljavljene interpretacije na neki makroravni, In zaradi tega je slovenska zgodovina v malem, ker v bistvu na primeru Tomaja, torej enega kraja na slovenskem podeželju, obravnavamo tematike, vprašanja, ki se nam zdijo še ne dovolj raziskane v slovenski zgodovini nasploh, ne samo na Tomaju, Tako da imamo posebej radi Tomaj, tudi ker je hvaležen kraj zaradi bogate dokumentacije, ki jo je pustil v arhivih, kar nam hkrati olajša, ampak tudi komplicira delo, ker je veliko gradiv. Človek bi mislil, bi pričakoval, da ko piše zgodovino, če nas je toliko, ki se ukvarjamo z zgodovino ene vasi, da bo to lahka naloga, ampak v resnici sem prepričan, da zgodovine Tomaja ne bomo raziskali do konca v sklopu tega projekta. No, tako, moja predstavitev, moj referat danes zadeva enega od županov skozi stoletja iz Tomaja, in sicer Ivana Černeta, ki je županoval sredi 18. stoletja, in ker sem že nekaj uvodnih besed posvetil projektu v celoti, bom kar začel.
Torej, tu v tej svoji predstavitvi se bom, v bistvu jedro je zadolževanje, kreditno poslovanje župana v Tomaju v 18. stoletju. In vse to se dogaja preko zemljiškega trga, torej kupovanje, prodaja, zaseg zemljišč. Zdaj, dejstvo, da na slovenskem podeželju smo imeli zemljiški trg, da so kmetje kupovali in prodajali zemljišča in kmetije znotraj fevdalizma, ne, je morda nepričakovano, ampak pri nas na Krasu je temu bilo tako in je bilo tudi kar precej živahno. In če obstaja zemljiški trg, ne, to govorim na splošno v mednarodnem zgodovinopisju, pomeni, da se lahko pričakuješ tudi, da kmetje se lahko prilagajajo spremembam v ekonomiji, ne, kupijo, prodajo, kadar jim je treba. Druga stvar, ki je pomembna, je, da marsikje je zemljiški trg povezan z kreditnim poslovanjem, torej z posojanjem denarja in izposojo denarja, ker so dajali zemljišča kot garancijo za posojila. Zdaj, tu sistemi so lahko komplicirani in ne bom šel v detajle, ne. Tisto, kar je tudi eno naše ali moje izhodišče, ne, in ki je dokazano že v zgodovinopisju v tujini in tudi v zelo bližnji tujini, kot je Beneška Slovenija za zahodno mejo, ne, ne bo držalo, da so si kmetje izposojali denar samo zaradi preživetja, da bi preživeli, ampak tudi iz poslovnih razlogov, ne, tako kot to delamo tudi danes. Tisto, kar jaz povem z besedo, lepše razumete, če preberete, je boljše napisano. V slovenskem zgodovinopisju je uveljavljena interpretacija, da kmečko zadolževanje postane pomemben oziroma sploh se pojavi na prizorišču zgodovine šele po zemljiški odvezi sredi 19. stoletja. Raziskav o zadolževanju na podeželju, na slovenskem podeželju v zgodnjem novem veku, to pomeni 16., 17., 18. stoletje, je zelo malo. In tudi ta, ki vam pravkar govori, je zelo malo zaenkrat se ukvarjal s to tematiko, ampak to je moj recimo prvi rezultat. Moj vir je približno 700 nepremičninskih transakcij, to je iz Devinskega arhiva, torej iz arhiva Devinskega gospodstva, ki je gospodoval nad tretjino Krasa in tudi nad Tomajem. Ohranila se je samo en kratek segment časovno od sredi 18. stoletja. Te transakcije so večinoma kupoprodaje, so pa tudi dedovanja, dote in zasegi, ne, ampak že ta številka 700 transakcij v razmeroma kratkem časovnem obdobju nam pove, da se je vendarle nekaj dogajalo. Vsaka transakcija je ena kupoprodaja, ena dota ali nekaj takega. Naš glavni akter oziroma moj in tudi vaš teh prvih 15 minut je Ivan Černe iz Tomaja. Njegov primer odstopa od povprečja zaradi tega, ker prvič je bil vpleten v večje število transakcij kot običajen udeleženec na zemljiškem trgu, devinskem gospodstvu, kot tudi zaradi vrednosti zajetega premoženja. Boste videli, da grejo vsote v bajne vsote za kmeta. Družina Černe je bila v 18. stoletju med vidnejšimi družinami v Tomaju. Gre za župansko rodbino, gre za družino iz vaške elite. Okay? Tukaj sem naštel, je naštetih nekaj županov iz družine Černe. Tiste letnice so samo letnice, ko sem jih jaz identificiral, da mi piše v viru Marko Černe župan, ne, ni rečen, lahko je tudi prej že bil ali pa kasneje. No, vidimo, imamo 1, 2, 3, 4, 5. V bistvu Černetov je bilo na poziciji župana skozi 18. stoletje, verjetno še kakšen, ni popoln seznam, no, ampak tako, da se razumemo, da so bili pomembna družina in na tej poziciji pogostoma. Tu jaz upam, da se kaj vidi. Še nekaj jaz recimo ne vidim.
družina Černe je bila tudi družina z precej zanimivimi, širokimi povezavami zunaj vasi in tudi preko družbenih slojev. To je en hiter nabor zanimivejših primerov botrov pri krstu raznih otrok iz družine Černe. Najzanimivejši podatki so tisti odebeljeni, ne, ker imamo torej najprej enega botra, ki je celo plemiškega rodu, eden je notar gospodstva. Notar gospodstva je zelo visoka funkcija v gospodstvu, ne, je tisti, ki je zapisoval kupoprodajne pogodbe. Imamo Marijino ženo Gašperja Kalina iz Ajdovščine, Ajdovščina spodaj spet, Gašper Kalin, torej imajo stike v Ajdovščini. Spodaj, če pogledate, še nekdo iz župnije Vipava, nekdo iz Trsta, ne, torej njihovi odnosi, družbeni, mreža sega od Vipavske doline do vključno Trsta. In imamo celo dvakrat upravnika gospodstva kot botra pri rojstvu pri teh županih. Upravnik gospodstva je druga najpomembnejša oseba v feudu Devin. Najprej je grof Turn in tisti, ki dejansko administrira, ne, je upravnik. Tako da so dejansko imeli dobre odnose z visokimi rangi v gospodstvu. Ta tabela nam prikazuje ta črna leta in rdeče številke našega dragega Ivana, ne, ki je imel tudi neke, kot bomo ugotovili, značajsko, malo tako, morda ne preveč simpatične, ali pa vsaj za njegovi sestri sta se malo jezili na njega. Tiste zadeve, to so, vsaka vrstica, kjer piše zadeva, je en proces v bistvu. Torej so ga tožili, da bi mu iztožili denar, dolgove oziroma posojila. Si je sposodil denar od gospoda Fattorija, od gospoda Rittermana, ki potem sta ga skupaj tožila za to, da jima vrne, ker ni plačeval obresti. Potem si je sposodil denar od Bratovščine in tudi ga je tožila. Pri Petelinu je najprej posodil denar in potem odkupil od njega še en drugi kredit, ki je imel pri eni vdovi in tam deluje pozitivno. In potem imamo zadeva Rože, to je ena od njegovih sester, se poročena Rože, in ker dolgo let ni plačal obljubljene dote skupaj z bratom, ga je na koncu tožila. Dota je bila v višini, tam kot vidite, 1000 lir. Spodaj so ti zneski tudi v goldinarjih, tistim, ki so goldinarji bližji, ne. 1000 lir pomeni 205, približno, no, 250, 220 goldinarjev krajinske veljave. Takrat, ker je precej velik denar, ne. Mislim, da potem piše, to je v bistvu skorajda polovica vrednosti do ene že poštene dote ene krajinske plemkinje takrat, ne. Tako da so zelo visoke dote na podeželju, torej gre za premožne družine. In potem ta zadeva Zlobec, jaz mislim, da je tudi ni mi uspelo najti v krstnih knjigah, ampak mora biti tudi ta Magdalena, poročena Zlobec, verjetno tudi njegova sestra, tudi tožba, verjetno zaradi neplačane dote, sklepam zaradi tega, ker je enak znesek 1000 evrov. In tam vidite pluse, minuse, ne, minus, kot bomo videli, je minus, v resnici ves minus, če damo proč dote, je gospod Ivan Černe posloval skoraj, ni velikega minusa, no, kljub temu, da so mu zasegali denar, ker ni plačeval, ne, ampak na koncu ni velike izgube. Tisto, kar je ustvarilo to večjo izgubo, so bile ravno te velike dote, ampak teh dot, to je treba itak plačati, ne, ni da je on poslovno negativno posloval. Problem je bil, da ni plačal dot. No, skupna denarna vrednost in posamezni elementi tega obračuna kreditno-nepremičninskih poslov so povedni, ne, ampak morda je, zato da si ustvarimo eno idejo, kaj je to pomenilo, je Ivan Černe na pozitivni strani pridobil, torej od tega Petelina, lepo njivo
ki je merila 0,3 hektarjev, na Krasu 0,3 hektarje njiva je že gospojska, bi se reklo, ne, ker je sam kamen. Z nasadom z 183 drevesi, na vsakem drevesu potem so pletli trte takrat. To je na njiva pod Taborom, mislim, da sem jo še identificiral, torej pod staro tisto cerkvico, ki je spodaj na... ja, mislim, da je tista. Potem nasproti tej pridobljeni njivi stoji vrsta zaseženih, ker za neporavnane obveznosti so mu zasegali njive, ne, v taki vrednosti so prišli cenilci, so ocenili in potem so mu odvzeli toliko njiv. In je izgubil v bistvu za več kot 1 hektar njiv in 2,5 hektarja travnikov, kar je, če se štejemo skupaj, to je že ena normalna kmetija, ne. En srednji kmet takrat na Krasu je imel nekaj čez 1 hektar njiv in 2 hektarja travnikov, ne. Tako da za eno celo kmetijo normalno je izgubil zemljišč. Tukaj vidite nekaj podatkov, ne, bolj, to pa so tisto, kar je izgubil zaradi dot, ne. Če delimo z 2 tiste površine, v bistvu se lahko razume, da ena taka zelo dobra dota, z eno tako zelo dobro doto si dobila toliko zemljišč, s katerimi si se lahko preživljala skozi vse leto. Torej ženska, ne, z eno tako doto je prišla, se je primožila v hišo z enim zaledjem nepremičnin, za katerega je lahko rekla, da jo preživlja, prehranjuje, ne. Ta podatek sem že povedal. Tudi da razumemo, ja, potem še ena taka vrednost, ena lepa kmečka hiša, takrat je stala 300 lir, normalna dota 500 lir, ampak naše Černetove so dobile 1000 lir dote. Nekaj sklepov, ker čas beži. Sicer nimamo informacij o tem, čemu si je Ivan Černe sposojal denar pri Tomajski bratovščini, pri gospodu Fatoriju in pri gospodu Rittermanu. Vsekakor gotovo teh sredstev ni uporabil za izplačevanje dot, ne, ker če ne, ga ne bi tožile, če bi jih plačal, ne. Posojil tudi ni najemal, da bi si zagotavljal preživetje, zato ker je bil premožen. V ta namen bi namreč zadostovali bistveno manjši zneski, ne. In tudi, ne, kako bi rekel, če bi bil v preživetveni materialni stiski, ne bi posojal denar še tretjim, kot je posojal Petelinu, ne. Tako da gotovo je šlo za neke poslovne razloge. Zdaj tu spodaj vidite na kratko malo eno razmišljanje, ne. V bistvu, ker je to posojanje denarja na garancijo zemljišč, je bilo tako, da ti si v bistvu kot posojilodajalec prejemal namesto obresti en določen znesek oziroma količino pridelkov v žitu, ne. In tisti količino pridelkov si prejel poleti po žetvi, ko je bila cena nizka, prodajal pa si potem lahko čez vse leto, ko je bila cena višja, ne. Na ta način je on, jaz verjamem, da služil s temi posojili, oziroma tako se je delalo, ne. In tudi to dokazuje, da ni šlo za preživetvene razloge. V vsakem primeru iz njegovega poslovanja, ne, dejstvo, da skuša zadržati te zemljišča, pa kupi zemljišča od tega Petelina in tako dalje, se da razumeti, da je bilo premožnemu kmetu pomembno ohranjati in plemenititi svojo kmetijsko posest, ne, kot mentaliteta. Ja, še nekaj zanimivega, še en proces je imel, zaradi tega, ker si je enostavno prilastil eno kmetijo od ene ženske, ki se je poročila v Trst, in potem je ona ga tožila, da si je tip enostavno prilastil, zdaj, jaz rečem enostavno, ker ne vem, ne, ampak je v bistvu upravljal z eno kmetijo, ki ni bila njegova, in so ga morali tožiti, lastnica, ne, torej dedinja, zato da je spustil iz rok to kmetijo v Vogljah ali v Vrhovljah. Tako da zanimiv, ne, profil.
Na drugi strani pa je verodostojno, da njegove izgube niso bile posledica poslovne nesposobnosti, ne, ker z zasegi vedno izgubiš več od tega, kar si dolžen, zato ker je treba vrednost zaseženega zemljišča ne izplača samo glavnice posojila in neplačanih obresti, ampak tudi stroške postopka, ne, sodnega. In zaradi tega, če ti zasežejo, zgubiš več od tega, kar si posloval, ne. Ampak vseeno tisti minusi, kot smo videli, niso tako zelo veliki, ne. Tisto, kar jaz sumim, je, da gospod Ivan se je verjetno preveč zanašal na svoje dobro ime in na svojo socialno težo kot župana, zaradi tega, ker ko je snel županska oblačila, je ostal na nek način gol in lahka tarča upnikov v svojih najbolj črnih letih, ne. Torej vidimo, ko se kmalu zatem, ko se zadnjič omeni kot župan ali malo prej začnejo, ne, ga eni tožijo, in ko ni več župan, naval tožb proti njemu, ne. In ker vidijo, da se da celo župana tožiti, ne, potem se vsi opogumijo, prej ena sestra, potem druga, potem oni, potem tretji, in v bistvu vsi tožijo, kar jim je bil dolžen. Vsekakor tistih izgubljenih 140 lir ni bilo hudo, ne, zanj. Smo že čez, ne? No, to bomo preskočili. Kaj smo? Zaključki. Na Krasu je obstajal nepremičninski trg, to smo razumeli. Zanimivo je tudi, da so se kmetje na Krasu posluževali notarskih storitev v 18. stoletju, tudi za reguliranje sporov in zadev v družini, ne, med brati, sestrami in tako dalje. Da so si posojali in so posojali denar iz poslovnih razlogov. Nekaj, kar je tudi zanimivo, je, da iz te zgodbe, sicer nisem mogel vsega povedati tako na hitro, ampak nastopa kot posojilodajalka ena vdova iz kmečkega stanu, župan, bratovščina kot posojilodajalci, potem imamo dva meščana, recimo, gotovo nista kmetovalca, ne, Fator in Ritterman. In zanimivo tudi, da bratovščina posoja denar in v bistvu se izkazuje kot ena gospodarsko-finančna institucija na vasi, ne, v zgodnjem novem veku, kar tudi ni splošno poznano pri nas. Potem še to, ne, na položaju župana se skozi generacije so se vrstili posamezniki iz ozkega kroga enih in istih rodbin, ker podobno kot Černeti je bilo še nekaj takih, ne, in lahko sledimo res skozi 200, 300, zdaj bomo videli z kolegom, ki me bo nasledil, še v naslednje stoletje in lahko sledimo na teh položajih. Svojo vodilno vlogo so bazirali na obsežnem premoženju, ki so ga vzdrževali tudi s prihodki iz izvajanja županske funkcije, ker je nosilo denar biti župan, in so tudi povsem očitno profitirali od te svoje socialno preeminentne pozicije na vasi in širše, s tem, da so pač služili oziroma imeli gmotno korist od tega, ne. In to se tudi vidi, da v trenutku, ko je izgubil položaj župana, ki ga je ščitil, ga tožijo. Hvala za pozornost, se opravičujem kolegom, ki mi bojo sledili, ker sem jim ukradel kakšnih 5 minut verjetno, ne.